Good afternoon. Kod veste Evropo zadne tedne pretresajo visoke cene goriv. Ker nas čakajo negotovi časi, smo na Evropski komisiji pripravili nekaj nasvetov, kako zmanjšati porabo goriva in s tem odvisnost od tuje nafte. Stopite z mano, da vam izdam ein paar najučinkovitejših nasvetov za prihranek. Also, kom. Kot prvi ukrep bomo v državnih podjetjih uvedli obvezno delo od doma. Vaš avtomobil namreč porabi najmanj goriva, če stoji z ugasnjenim motorjem. To že zdaj počne 23 ur na dan, ampak samo pomislite, koliko goriva bi prihranili, če bi vaši avtomobili stali vseh 24 ur na dan. Ampak, da ne bi slučajno pomislili, da ne potrebujete avtomobila. Ne. Nemška industrija je odvisna od proizvodnje avtomobilov, tako da še naprej prosim pridno jemljite potrošniške kredite in kupujte naše avtomobile, ki bodo odslej stali parkirani 24 ur na dan. Sehr gut. S pomočjo evropskih sredstev bomo organizirali brezplačne delavnice ekološke vožnje. To bo neke vrste šola varne vožnje, samo da tukaj ne boste vozili pri visokih hitrosti, ampak se boste učili vožnje s 30 km na uro. Na učnih urah boste pridobili pomembne veščine, kot so kako se umakniti ob rob vozišča, medtem ko vas prehiteva kolesar, ter kako smernim kazalnikom nakazati traktorju takole, da lahko gre naprej. Zapomnite si, 30 je novih 50. Ja. Med predlaganimi ukrepi je tudi razširitev kolesarskih stez. Te so trenutno enostavno preozke. Opazili smo namreč, da v vaši domovini kolesarske steze služijo predvsem za parkiranje avtomobilov na pločnikih. Ker avtomobili postajajo vse večji in večji, je edino pravilno, da se razširijo tudi kolesarske steze in omogočijo parkiranje na pločniku tudi večjim vozilom. Tudi s tem ukrepom bomo avtomobile postavili tja, kamor sodijo parkirane 24 ur na dan na kolesarskih stezah. Tako. Za konec pa še en praktičen nasvet. Redno kontrolirajte tlak v vaših pneumatikah oziroma zadolžite za to enega izmed svojih osebnih asistentov. Desat, kom! Še bolj pa boste porabo goriva zmanjšali, če iz vašega prtljažnika odstranite vso nepotrebno prtljago in s tem zmanjšate težo vozila. Še danes odprite prtljažnik in iz njega odstranite stvari, kot so konjsko sedlo, uzde ter jahalna čelada. Te stvari potrebujete za vikend, zato nima smisla, da jih cel teden prevažate naokrog. Mesat, obizdo. No. Danke schön, da ste prisluhnili mojim nasvetom za manjšo porabo goriva. Verjamem, da boste vse nasvete dosledno upoštevali. No, razen tistega, da po naselju vozite 30 km na uro. Tisto Slovenci mogoče vseeno niste sposobni. Mogoče začnite 70. No, dobro, kompromis. 85. Tako. Hvala za sodelovanje in se vidimo prihodnič, ko vam Ursula svetuje, kako se zaščititi pred jedrskim napadom. Komaj čakam.